kako mati narava poskrbi, da se prekrije delo človeka. Zdaj pa na stepenico, na tole skalo. Alpinistični podvig na stepenice. Kakšna zanimiva skala. Sva v res zanimivem kraškem labirintu skal. Kakšen prehod naj čaka. Prihod v kanjon. Zgubljena v kanjonu. Ni ratal priplezati veliki kanjon. V amfiteater. Razbijeni vrh. Lepo pozdravljeni, dobro jutro v raju na zemlji. Z Majo se nahajava v centru Gorskega Kotarja, se pravi čist blizu naše meje Slovenije, in sicer v kraju Mrkopalj. Po čem vam je znan Mrkopalj? Kaj mislite? Kjer zelen Slovenc se je tukaj rodil? Jakov Fak. Tako. Gorenc. Ja, Zajleščan. Naš najboljši biatlonec. Vas Mrkopalj, visok je na 800, malo čez 800 metrov. Evo, mi da se pa zdaj odpravljava v strogi rezervat Bijele in Samarske stene. Ta kraški predel, res zelo zanimiv. Evo, najprej bova pa šla še Matič Poljana, tam se bova najprej zdaj ustavila. Sva na Matič Poljani. Maja, koliko so visok? 1080. Evo, prav so že nad 1000 metri. Tukaj na Matič Poljani je pa tale znamenitost skale. In vsaka skala predstavlja enega vojaka. Ti vojaki so pa verjetno med drugo svetovno vojno zaradi hudega mraza zmrznili. Tako da jih je res doletela kruta smrt. Vsaka skala predstavlja enega od teh vojakov. Mislim, da je nekaj imamo misli, da jih je 28. Tak mrazišče tlele, okoli gozdovi. Sva na izhodišču za tile čudovite Samarske stene. Zdaj, da vam pokažem, kakšno turo z Majo naredila. Prav, zdaj sva tukaj in greva. Okay, potem pa zavijeva sprav semle in greva na tale najvišji vrh Samarskih sten, 1301 meter. Potem pa po tej pot na stepenica, piramida, Vidikovac, Veliki kanjon, pa semle, pa na dvorac, amfiteater, južna barijera in tlene nazaj, še do Ratkovega skloništa in pa nazaj do ceste. Bijele in Samarske stene, strogi rezervat v Narodnem parku Risnjak. Zdaj se nahajava približno na 1150 metrov nadmorske višine, tako da v bistvu višinske razlike ne bo prav veliko, ampak pot je pa res kar zelo zahtevna. Zdaj se pa nahajava že v strogem rezervatu Samarske stene. Evo, in to so že začetek teh Samarskih sten. Tukaj imamo zdaj v bistvu do najvišjega vrha samo še 10 minut, ampak od te najvišje točke se avantura šele začne. Vidite, res strogi rezervat. Tukaj je pač tudi pragozdni ostanek, nič ne sekajo. Evo, tukaj je lepo vidna tale stara buku. Ima ogromen gob. Goba, bukova kresilka. Evo, bliz. Bukova kresilka. Prihajava na vrh Samarskih sten. Kraški svet. Evo, tole bo zdaj vse obhodila. Vse te skale bo dala skozi. Evo, tam naprej so pa tudi Bijele stene. 1302 metra. Najvišja točka današnje tele ture.
Fragost, samarske stene. Sva na enem od križišč, tukaj je piramida, kaj je MPP? Mrkopalska planinska pot. Tako. Evo, tukaj je pa zanimiva tabla, piše stepenice, ampak poglejte, kako mati narava poskrbi, da se prekrije delo človeka. Tale skala so v bistvu to žlebiči, ampak je čist napačno obrnjena, zgleda, da se je prekucnila, ker žlebiči pač tako ne morajo biti. Stepenica, tale skala na vrhu, eden od vrhuncev samarskih sten. Zdaj pa na stepenico, na tole skalo. Plezalni del, wow, noro. Alpinistični podvig na stepenice. No, da te vidimo. Zmaga! Oko je lepo tle gor. Na vrhu stepenice, evo, stojim na vrh te skale, si je prej dol videla, kakšni nori razgledi. Evo, vse naokoli. Wow. Ves gorski kotar. Tam na vdaljavi, seveda, naš snežnik. Se pravi, levo od snežnika je pa risnjak. In pa ves gorski kotar. Tamle je pa najvišji vrh gorskega kotarja oziroma predela Velike Kapele. To je pa Bjelolasica. To pa vse samarske stene. Tamle v daljavi so pa bijele stene. Kakšna zanimiva skala. Evo to. Ta je najvišji vrh samarskih sten in so zdaj pa šla v bistvu tukaj dol, pa na tele stepenice. Zdaj pa mislim, da greva tukaj naprej, spet po teh skalah. Da ja, mislim, da bo tale piramida, da je že naslednja skala. Kakšne lepote v bližini Slovenije. Čas za odhod, greva dol stepenic. Je kar alpinistična zagonetka. Zdaj pa na vrh piramide. Tamle je puščica, ni tale vrh, mislim, da bo tamle tist, kaj mora skozi. Skozi veje. Evo, spet lažje poplezavanje do vrha piramida. O, lepo, lepo. Bele skale, evo, skoraj modro nebo, malo očic, oblakov. A pa odmiva. Ni čisto enostavno, ne? Ni za vsaka. O, kakšne skale. Vrh piramide. Ja, tudi na vsakem vrhu, oziroma mehen pod njim, skrinca. Prejšnji vrh stepenice in pa tisti prvi vrh samarskih sten. Zanimiv, da danes je pa v bistvu nad morjem bolj oblačno. To se pa redko naredi. Imate bolj nad celino oblačnost, nad morjem ne. Evo, danes je pa obratno. Prav zanimivo. Sva na križišču za četrto zanimivo točko teh samarskih sten. Prav levo na Vidikovec, desno pa poj proti zavetišču oziroma proti južnim samarskim stenam. Prehajava na četrto točko. To se pa kar enostavno imenuje Vidikovec. Na vrhu stepenic je tudi en človek, en planinc, pa je bila tale piramida. Zdaj smo pa že na Vidikovcu. Odlično. Evo, zdaj pa naprej proti jugu. Zdaj pa mislim, da bo Veliki kanjon najprej. Sva v res zanimivem kraškem labirintu skal. Noro, kakšne prečenja, kakšne prehodi, res zanimive te samarske stene. Zdaj sva pa prišla spet na tako križišče in sicer desno. Tukaj piše težka pot, vidite klicaj,
pod markacijo v levo, gre pa lažja pot. Verjetno predvidevam, da gre ta lažja pot okoli skal, mi da gremo pa seveda po težki. Kakšna čudovita pot, takle stolpič, tudi ima kar mehen naraven okenček. Kakšen prehod naj čaka. Ja, nore so tele samarske stene, nore. Opa! Dobar je. A bo šlo? Evo. To pa mislim, da je zdaj prehod skozi kanjon. Kakšna užina. Tega pa treba nekaj snemati. Ja. Prišla skozi tale ozek del. Ampak ni še konec težav. Ne veva, kako tle se je zdaj tole rešila. Težka situacija. Evo, s tam je dol sva prišla. Da bi pa mogla tukaj naprej, ampak je tle skoraj nemogoč prehod. Poglej. Prišla? Ja. Evo jo. Kaj pa naprej? Okej. Bomo videli. Ne, po moje zdaj notu. A tle, ja, tle noter, ja. Ja. Ja, dobro. To je pa zdaj najtežji del. Zdaj, če bom padel, bo posnet padec. Evo, takole. Tle je orešen. Samo tle se zdaj še. Dobro, tle je fajn. Odprimk. Evo, To je to. Noro. Tudi roko vrata. Kakšen kanjon, tle naprej. Pa šta te dol po zdaj? Evo, kakšen prehod, pa to je noro. Noro. Prihod v kanjon. Tle je v bistvu bilo preuzko. Itak, tle ne pride noben tle skozi. Tako da moraš iti čez. Evo, se tle tudi puščica lepo pokaže. Evo, zdaj sem pa v bistvu čist sred skal. Vidite, okoli. Same skale. Zgubljena v kanjonu. Vidite ga. Zgleda, ne more letiti. Ja, reveš. Pa leti. Sam po mojem si ne more ven. Vidite. Ja, reveš ti. Kakšne skale. Takega prehoda pa še nisem doživel v življenju. Zdaj pa skozi kanjon naprej. Kakšen zanimiv prehod. Pod naravnim oknom. Res, kakšen prehod, to je neverjeten. Neverjeten. Evo, pa te markacije. Čudovite. To je pa zdaj veliki kanjon. Evo, zdaj sem tik pod naravnim oknom. Evo, spet skrinca. Zdaj pa na Zlatanov vrh. Ampak najprej na okno. Evo. Sva na temu naravnemu oknu. Prej sem bila tam dol, se lepo vidi markacija. Evo, sred sten, res. Evo, tale Zlatanov vrh je pa tudi kar težak. Spet zanimiv prehod. Tle so pa zelo dal ene take kitence. Evo, prej so bila pa noter v temu kanjonu spodaj. Na vrh tele skale nama ni ratal priplezati. Je bilo kar skoraj pretežko, so raje obrnile. Zdaj pa gremo dol, spet na naraven oken, pa naprej. Zdaj mislim, da je tole najhujši del za nama. Zdaj pa tega Zlatanovega vrha naprej, spet skozi kanjon. Ja, kako je zanimivo na to stran. Ampak mi do tlele pa prihajajo ven. Spet
Čist kar naenkrat na lahak del, zanimivo. Evo, takole izgleda izhod ven iz kanjona. Zdaj sva pa prišla na križišče poti. 10 minut je zdaj do Ratkovega zavetišča, ampak mi greva pa zdaj naprej do južne skupine Samarskih sten in prva znamenitost je dvorac. Potem jih pa pride še nekaj. Prišla sva pa tukaj, evo, veliki kanjon, pa vrh Samarske stene. Sva že v južni skupini Samarskih sten, spet naravno okno. Mislim, da so zdaj v predelu, ki se mu reče dvorc, oziroma po njihovo dvorac. Pa greva skozi naravno okno. Fajn, piha skozi. Moro, kakšni prehodi. Evo, pa na drugo stran ven. Prišla do naslednjega zanimivega dela. Vidite, kakšen ozek prehod. Tamle se lepo vidi skozi markacija. Super, o, gre, pazi. Prehod v amfiteater. Moja rit je šla skozi. Evo. Vidiš še ti. Super. Juhu. Skozi kakšen ozek del sva prišla. Evo, zdaj pa mislim, da prihajamo v amfiteater. Kaj nam ponuja tale čudovit apnenec? Čudovit pogled v naravni amfiteater. Evo, vmes v amfiteatru ni gledališče, so pa smreke. Spet neverjeten prehod. Vidite, kako je vsko. Evo, spet MPP, Mrkopalska planinska pot. Zdaj smo pa v amfiteatru. Evo, to je bil prehod v amfiteater. Evo, zdaj so pa okoli naja zdaj same skale. V bistvu so obkrožena skalam znotraj amfiteatra. Okoli. Evo, skale. Evo, takole izgleda, evo, zdaj gor pogledaš. Zdaj pa tamle naprej. Ejte to, kamnito kraljestvo. Evo, to so že vse prehodila. Pa preplezala. Preplezala. Tamle not je amfiteater. Osvojila še zadnji vrh, to je pa razbijeni vrh. Vse to so že prehodila. Res težka pot, zahtevna, tudi orientacijsko, kar zanka. V bistvu res labirint skal.
ampak čudovito. Spet ena edinstvena izkušnja. Zadnja naravna znamenitost teh samarskih sten, to je pa ena čudovita jama, kam pa je sneg celo leto, zdaj pa da vidimo, če je res tako. Prej pa mislim, da sva tamle gor pohajkovala. Gleda, ogromen vhod. Če ni le brezno, bomo videla, kako izgleda tamle na robu. Težko dostopna, že ko je tukaj dol in brezen. Ogromna. Se pa tudi tamle skozi vid, da je v bistvu naravno okno. Brezno ima tudi naravne mostove. Tamle jeden, tamle še eden. Gor se pa tudi svetlika, da je v bistvu skozi naravno okno. Snega pa ni videti. Še zadnje presenečenje na poti. Naravni most. Markirana pot pa skozi. Zdaj imamo pa še par minut, pa smo na Ratkovem zaklonišču. Prihajava še do Ratkovega zavetišča. Glejte, kako je lično narejen pod skalo. In taki votlini pod skalo. Prav zanimiv. Seveda, da ga ne ogrožajo plazovi, kamni, je skrit noter. Samarske stene je res nekaj posebenega. Pravim, to sem že verjetno povedal, ampak tega res pri nas v Sloveniji ni take poti. Še enkrat moram povedati, da je to res blizu Slovenije, tako da je tako naredite samo enodneven izlet, je dost, pa naredite recimo en del teh samarskih sten, lahko zahodni, lahko pa južni del. No, Maja, kaj pa tvoj vtis? Je super. Pridemo nazaj še na bele stene, ki so za ta vikend ni bilo časa. Pariz v lepih koncih je odraščal Jakov Fak, naš korenc. Evo, krasno. Super. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in poglejte Instagram. Tako, gor bojo objavljene, oziroma so že objavljene super fotke. Lepo se imejte, se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau! Čau!